En lep pozdrav. Z vami sem Mihelca, kreativna terapevtka, svetovalka za zdrav življenjski slog. Majčkeno počakam, da se mi pridružite v skupino. Urca je točno 10 in sicer pa si boste pogledali potem kasneje posnetek, ker zaradi različnih obveznosti, službenih, delovnih in tako, ne morete biti ob tej uri številni pri videu dejansko v živo prisotni. Lep pozdrav, Tina, Živjo in seveda vse pozdravim, ki si boste potem tudi kasneje pogledali posnetek. Enako pozdrav in povabilo za vsakega. Namreč, jaz zelo rada delim izkušnje in pa tudi, da vam nekaj povem o tej barvni terapiji, svetlobni terapiji in predvsem, da boste razumeli, čemu služi in zakaj zares je tako zelo pomembna za naše celice, za naše telo. Potem, nekoliko kasneje, bom odgovorila na vaša vprašanja, ki ste mi pridno zapisali in se vam iskreno zahvalim vsakemu od vas za vprašanje. Kot sem rekla, več boste vprašali, več odgovorov boste prejeli in tako poteka energija zelo vzajemno. Vedno je tako. In potem se bom v tretjem delu še dotaknila naših prepričanj in pa ugovorov, zakaj to. Namreč, ko se tako na terenu in pa v komunikaciji z ljudmi, s potencialnimi strankami dejansko soočam, kako se potem zapletejo v svoja lastna prepričanja, tako iz svojega otroštva, svoje vzgoje, svojih navad in jih to zaustavi. In je zelo škoda, kajti pokaže se zelo pomembna potreba po neki stvari, ker bi bil doprinos, ker bi bila velika pomoč tej osebi ob taki situaciji, pa si dejansko ne upa zaradi teh črvičkov, ki grizejo, ki se oglašajo v glavah. In vsak ima kakšnega prav gotovo, vključno z mano. Tako da bom jaz kar dejansko začela, kako sem si zastavila. Namreč, zavedati se moramo, da barvna terapija je dejansko ena oblika terapevtskega, lahko rečemo, zdravljenja, pomoči telesu. Namreč tukaj gre za polikromatsko svetlobo v različnih valovnih dolžinah, od 480 pa kar do 3400 nanometrov. In mi smo tako in tako energijsko bitje, če verjamemo ali ne, tako pač resnica je. In vse moramo izhajati iz same osnove. Torej, mi ko dovajamo svetlobo svojim celicam, mi sprožimo samozdravilne procese. Namreč naše čudovito, čarobno telo je zmožno in sposobno vsega. Resnično stopite v to zavedanje, da je zmožno in sposobno samozdravljenja. Je. In kar pa moramo dejansko, je naša odgovornost dajati svojemu telesu, pa je to, da dajemo dovolj svetlobe, vodo, čist zrak in seveda tudi telesu fizično je potrebno dodati minerale, vitamine, makro, mikroelemente, ker tako, ko pogledamo, se je tudi naše okolje precej spremenilo. Naša tla imajo lahko manj mineralov že v osnovi v tleh. Zato sem jaz zelo poglavitni zagovornik naravnega, ekološkega, divje ulovljenega, divje pridobljenega, iz narave vzetega
veliko boljša kopriva kot solata v trgovini. Torej, vse to rabimo združiti med seboj, povezati, da lahko maksimalno podpremo svoje telo k naravni moči, naravnemu delovanju. In dejansko naše energijsko telo ima pravzaprav energijske sisteme. Deluje energijski sistem. In ta energijski sistem kontrolira pretok energije skozi naše telo. Torej, v našo auro in potem v vsako našo čakro. Kajti skozi naše osnovne čakre prihaja svetloba. In ta svetloba je ključna, da se lahko naše čakre normalno vrtijo, normalno delujejo, so v pravem ravnovesju. In je zelo pomembno, da mi dovolimo svojemu telesu dajati to svetlobo in dih življenja. In dejansko mi sprejemamo celotno maurico, celotne vse barvne spektre svetlobe skozi lahko sončno energijo, sonce. Ko pogledamo maurico, imamo dejansko zajetih vseh 7 barv, kot sem vam pokazala 7 teh osnovnih leč. Čeprav čakr imamo več, ampak govorimo o teh osnovnih energetskih centrih. Potrebujem vam iz te strani začeti razlago, da boste razumeli pomen. Namreč, ko mi sprejemamo svetlobo v vase, omogočimo ustrezno vrtenje tem energetskim centrom, tem našim čakram. In poleg mi nimamo samo energijske centre, temveč imamo meridiane, energijske kanale. Kaj pa so energijski meridiani, ti kanali? To so poti, po katerih pride svetloba čisto v vsak živčni sistem, v krvožilje, v vsako dejansko najmanjšo celico. Torej, potrebujejo biti poti, to so ceste, ki vodijo po našem telesu do notranjih organov. Torej, če pogledam jaz svoj palec, to so pljuča, to je meridian pljuč. Torej, vsak organ ima dovod pač iz svojih poti. Ima svoje poti, katere pripeljejo do tisto točko. To se pravi, če dajem prispodobo, mi imamo po Sloveniji ali po deželi ceste, po katerih pridemo v določeni kraj. In pridemo na različne strani. Pridemo na sever, pridemo na jug, pridemo na vzhod, na zahod. Skratka, pridemo v različne smeri. In prav tako po telesu pridejo, dejansko delujejo energijske poti, ti meridiani, ki dejansko pridejo do svojih organov. In odzadaj, v skupku vsakih organov je tudi žleza. Torej, zadaj čakr so žleze. Te žleze z notranjim izločanjem so pomembne za ustrezno pravilno delovanje naših notranjih organov. In zelo zanimivo je, vprašanje je lahko, ali pomaga za to, ali pomaga za to, ali pomaga za to, a si lahko z bioptronom pomagam pri temu, imam težavo tukaj. Skratka, lahko je glava, lahko je noga, lahko je črevesje, lahko je prebava, lahko so hormoni, lahko je krvožilje, lahko so obtočila, lahko je karkoli v telesu, spodbuja samozdravljenje, samozdravilne procese, da lahko
telo s potjo svetlobe, torej, da lahko ta tovarna normalno deluje. Torej, podjetje, kjer ima luč, elektriko, lahko zaposleni delajo nemoteno. Če jim vzamemo elektriko in vzamemo svetlobo, ne bodo videli, ne bodo izdelali, ne bodo mogli narediti tisto, kar želijo narediti. In tako je z našimi celicami. Brez kakršnega koli filozofiranja, mi se lahko poglabljamo kakorkoli, ampak čisto na preprost, logičen način mi potrebujemo v celicah dovolj svetlobe. In zakaj se znajdemo v izzivu? Če bi mi živeli na južni polobli, te potrebe nimamo. Zakaj? Ker je zelo veliko število sončnih ur, veliko svetlobe sonca in si lahko vsak dan na svetlobi na soncu se izpostaviš 20 minut, pol ure, se lahko. V deželi, kjer mi živimo, pa ko se enkrat prevesi, torej da se dan krajša, vemo, da smo imeli čudovito lepo jesen, pride pa potem november, december, januar, februar in komaj čakamo, da pride pomlad. In vsak si pač ne more zagotoviti, da se v tem času izseli v tople južne kraje, kjer je zagotovljen celotni barvni spekter, celotna polikromatska svetloba, celotna kromoterapija naravno, 100%, si lahko pomagamo na ta način, da začnemo uporabljati in redno uporabljamo svetlobno terapijo Bioptron, ki ima polarizirano in hiperpolarizirano svetlobo. In to ni luč, ki nam sveti v prostoru. Jaz sem zagovornik še vedno teh popolnoma navadnih žarnic, zaradi tega, ker, poglejte, navadne žarnice niso LED luči. LED luči so za naše oči dejansko škodljive. Bela svetloba je za nas škodljiva. Modra svetloba teh neonskih svetilk je za naše oči in možgane škodljiva. Zato je veliko bolje imeti popolnoma navadne luči. Vendar kljub temu, da vidite tukaj luč, svetlobo, ki sveti, je to polarizirana, v kateri ste lahko v mojih zapisih, v mojih člankih zelo veliko brali, in pa hiperpolarizirana svetloba zaradi te molekule C60 ogljikove strukture čistega ogljika, ki ustvarja ravnovesje v naravi in seveda v naših celicah in postavlja ravnovesje naše celice. Tako da dejansko je zelo ključno, da si lahko pomagamo na ta način. Kajti zelo smo v teh krajih deficitarni za svetlobo. To pomeni, da je velik primanjkljaj svetlobe v našem okolju. In število depresivnih stanj se povečuje. Ravno v tem času, ne v poletnem, ampak v tem času. In ljudje zaradi delovnih obveznosti dneva niti ne vidijo. Zjutraj v službo, ko pridejo domov iz službe, je že tema. Ni svetlobe. Tako da lahko zelo dobro podporo narediš za svoje telo, če se usedeš ali uležeš pod Bioptron in si svetiš vsaj glavo. Da dobro aktiviraš epifizo, hipofizo, hipotalamus. Hipofiza dejansko je zelo pomembna, ker v bistvu pošilja informacije in pot dejansko
vse te informacije do ostalih žlez in se potem naravno hormonsko stanje začne uravnovešati. Že skozi to boste prišli do svojih odgovorov, ko vam dejansko razlagam. In gre za to, da vi, ko aktivirate žleze v glavi, delate red v telesu in v tem hormonskem sistemu. Seveda ni samo svetloba edina in glavna stvar. Potrebujemo dih, potrebujemo telesu zagotoviti hranila, potrebujemo imeti podpirajoče okolje, da se mi v njem dobro počutimo. Kaj je še pomembno? Pomembno je, da imamo kvaliteten, dober spanec. Pomembno je, da sebe vzpostavljamo v tisto, kar imamo resnično radi. Da si dajemo užitke, da si dajemo radostne občutke. Potem tudi naš hormonski sistem bo deloval v ravnovesju. Da odvzamemo stres, dejansko, da čim bolj zmanjšamo stresne činitelje, da ga spravimo na minimum stresne situacije. Da tudi na situacijo pogledamo z drugega zornega kota. Vidite, zelo celosten pristop. Tako da ni svetloba bioptron edina in potem ne boste spali, boste pod stresom, boste pozabljali nase, boste v težkih odnosih, boste v konfliktnih situacijah. Potrebno je celovito poskrbeti zase. In ta celovit pristop skrbi zase je tisti, ki prinese ravnovesje. Tako da, ko mi uporabimo barvno terapijo, ko mi uporabimo ta fuleren, hiperpolarizirano svetlobo, polarizirano svetlobo, mi dejansko podpremo naše celice, kajti vse veste, v našem telesu, v naših celicah znotraj imamo mitohondrije. In ti mitohondriji so ti energotransporterji, zelo so pomembni za tvorbo ATP-ja in kaj se tam ustvarja? Ja, ustvarja se energija, da lahko imajo celice energijo. Če celice nimajo energije, ne bojo funkcionirale. In tudi naravno je ta, ko rečemo smrt celice, adoptoza, v redu, gre za to, da istočasno, ko nekje nekaj se odstranjuje, umira, novo nastaja in se obnavlja. In naše telo ima sposobnost ves čas regeneracije. Naši organi se ves čas obnavljajo, koža se obnavlja. Vam povem izkušnjo, neverjetno, ko sem imela ta oklep, to opornico, dejansko je še imam, ampak jo devam dol, v bistvu, kljub temu, da sem dala opornico dol, da sem umila roko, redna higiena. Jaz sem začela kot nek kuščar, kot nek plazivc luščit, se mi je koža tle vse lupla, luščila. Torej, obnova. Ta roka je bila bolj v delovanju, v gibanju, v premikanju, ves čas vzpostavljena. Druga je bila pa v tem oklepu, je bila pa zaprta večino časa. In gre za to, da je pomembno, da se zavedamo, da naše celice imajo svojo inteligenco. Naše celice so inteligentne. Mi kot energijsko bitje imamo svojo inteligenco. In ni nas treba skrbeti, da se stvari ne bi uravnale, da se ravnovesje ne bi vzpostavilo. Edino, kar je naša odgovornost, da omogočimo, da damo tisto, kar potrebuje telo. Mi potrebujemo telesu zagotoviti svetlobo.
če zdaj gledamo dneve, kakršni so, sivina, mrak, tema v sredi dneva, nebo zaprto. Omogoči si, in ne moreš reči, da nimaš časa, lahko zaspiš pod bioptronom, si ga nastaviš, pa spiš pod bioptronom. Ni problema. In se osvetljuješ obraz. In to je čisto preprosto, kar lahko poskrbiš zase. A vidiš, preventivno. Jaz se zelo nerada samo na ljudi za diagnozo obračam, ali pa tisti, ki imajo res nek fizičen, zdravstveni ali bolezenski problem. Ker veliko lažje je preventivno narediti, kot pa potem popravljati, kot pa nekaj, kot je že nekaj zavoženo, čeprav se telo obnavlja, ampak če je telo preveč porušeno, preveč prizadeto, preveč zrušeno, veliko več časa, energije traja, da se potem to ravnovesje vzpostavi. In bolj kot je telo bolno, dlje časa bo trajalo, da bo efekt z svetlobno terapijo bioptron. Zato je čisto normalno, če je zadeva kronična, ki se je kopičila in je nastajala leta in leta, desetletje ali 20-letje, neka kronična težava, ne moremo čudeža pričakovati z bioptronom, svetlobno terapijo, da bomo mi odpravili problem v parih osvetljevanjih. Bomo tudi svetili 3, 4, 5 mesece, pol leta. Ali pa leto. In potem nam bo to prišlo v navado. Itak smo ljudje, bitje navade, in 40-tica je tista številka, 40, 44, 46, v tem času, toliko dni, človek potrebuje, da spremeni navado. Torej, da opusti neko razvado, potrebuje vsak dan redno ponavljati drugačen način, da lahko spremeni tisto navado ali tisto razvado. In ko se začneš enkrat osvetljevati redno z bioptron svetlobno terapijo, in to počneš 40 dni, 46 dni, ti na kraj pameti ne pade več, da tega ne bi uporabljal. Ravno tako kot štedilnik, ki ga potrebuješ, da lahko skuhaš ali spečeš. Ravno tako je z vsem, kar umeščamo v svoje življenje. In dejansko zelo preprosto je spremeniti navado. Samo odloči se. In samo izbereš in temu slediš in to redno počneš. In tako jaz kot terapevtka, kot medij, kot to, kar sem, živeti sebe, mi je osnova in prioriteta. Meni je prioriteta biti uravnovešena energetsko v sebi in to vzdrževati. In naslednja prioriteta, katero pa vidim, da mi še manjka in jo nadgrajujem, pa je ta energijska moč. In mi pridejo nasproti orodja, sistemi, priložnosti, da tudi to lahko začnemo istriti. In potem je samo praksa in redna izvedba. Tako da potrebujemo pri vsaki stvari ozavestiti. Tukaj boste, a vidite, da ne teče nit samo tako pri meni, samo za bioptronom, samo svetlobna terapija, študije, ono tretje. Vse to si lahko preberete na Googlu, bioptron.si, video posnetke, ure in ure poslušate.
Ampak jaz pa želim vam ozavestiti pomen nečesa. Pa kakršnakoli izbira, lahko da zdaj ni to tvoja izbira, da tega ne čutiš. In že kar v tem trenutku vidim, da se mi tako navezuje in povezuje, rabim navezati na prepričanja, očitno tak tok teče, in ugovore. Resnično mi kot ljudje, ko rastemo, se razvijamo, živimo v okolju, določenem okolju ali spremenimo okolje, imamo okrog sebe določene ljudi, kot neke spužve v otroštvu, v mladosti, pijemo informacije in hkrati, ko pijemo informacije, pijemo spoznanja, pijemo energijo in se s tistim napolnimo. In si predstavljaj, da si spužvo ali neko gobo pomočiš v oranžno barvo. Pomočiš v oranžno barvo tistega določenega okolja in verjameš, da je to res. Verjameš, da je to edina resnica. Morda si ves čas poslušal, da nek znesek, ki je, to je previsoka cena, to je pač predrago. In to vzameš za svoje in kupiš kot edino resnico, brez da bi sebe poslušal, a si jaz tega res želim. Dobro, lahko si ne želiš, vendar v 80% pogovorov zasledim pri neizbiri, pri neodločitvi ravno to, da je zelo aktiviran ta program. Ta program je tako zelo močen, da prevlada tisto tvojo potrebo, ki bi si jo pa želel zagotoviti, in te začne zaustavljati. In potem ne izbereš. In kaj to v resnici pomeni? To v resnici pomeni, da sebe ne izbereš. In potem ti življenje reče, ne, saj ne rabiš več, ker sebe tako in tako ne izbereš. Torej, je to ena močna zanka, eno močno prepričanje, ki je v bistvu potem ta ugovor dejansko. Potem pa druga zadeva, ki je tudi zelo pogosta, poleg tega, da dejansko je nekaj predrago. In s tem, ko je nekaj predrago, ti sebe spustiš dol, pomanjša se, postaneš manjši od tistega, kar bi izbral. In ker postaneš manjši, se ti v energiji zmanjšaš in potem ne dosežeš tistega, kar bi pa res želel. Čisto preprosto, vse funkcionira v energiji, v vibraciji. In kako teče ta vibracija, tako se stvari spletajo in prepletajo. Potem drugi razlog je lahko tudi to, da enostavno ne izbereš, ker greš najprej pogledati vse navzven pri drugih, kako nekaj deluje ali ne deluje, in greš ven po informacije, in greš na splet in vprašaš eno osebo, pa tretjo osebo. Ne greš pa vase. Ja, sebe imaš, sebe vprašaj, sebe pojdi po odgovor. Ker za tebe bo najbolj pravi odgovor v tebi.
pač preprosto je. Najdaljša pot, pa hkrati najkrajša, je v sebe. In ti iz svojega občutka imaš točen odgovor. Ali je nekaj ja, ali je nekaj ne. In to je za vse stvari. Z tega vedenja lahko prejmeš širok pogled za vse, kar se ti dogaja v življenju. Ključno za odnose, ključno za predmeti, stvarmi, pripomočki, situacijam, dogodki, za vse mogočim. Torej, pojdi vase, v svoj občutek, ali te nekaj pokliče, ali te nekaj ne pokliče. Torej, to mi je zdajle takole se pripeljalo in sem začutila, da predam kot eno tako jasnost, da vstopimo v te svoje programčke in jih lahko resetiramo in jih lahko preoblikujemo. Če ima kdo tukaj izziv, je to tudi moje področje, ta osebna transformacija, kako spreminjati in kako vnašati nove navade, kajti ko mi vnašamo nove navade, je naš in naš ego tako brihtan in tako priflikan, da nas bi hitro nazaj na staro pot peljal. Zato je zelo fajn, da ima človek nekoga, ki ga takrat motivira in ga potegne naprej. Torej, metuljček, ki leti, ki ima to svobodo, ki leti v tej prostosti. In to je tisto zadovoljstvo, tista notranja sreča, po kateri čisto vsak hrepeni in si vsak to dejansko udejanjati želi. Zdaj vam bom pa jaz še nekaj povedala o teh valovnih dolžinah in jih bom kar prebrala, ker so pač številke. Namreč, da vidite, v katerih valovnih dolžinah je katera tale barva, da dobiš občutek in zakaj je tako zelo pomembna. Skratka, od 400 do 436 nanometrov je vijolična. Torej, to področje glave, žlez v glavi je pomembno. Potem modra je tam od 436 pa do 495 nanometrov. Zelena je na 495 do 566 nanometrov. Torej, frekvenca trave je na 520. In zaradi pač te valovne dolžine mi vidimo, da je trava zelena. Sicer ne bi, torej valovna dolžina je tista, ki da določeno barvo. Na 566 do 589 je rumena. Podpiramo solarni pleksus na tem delu. 589 do 627 je oranžna in na 627 do 700 je rdeča. In dejansko mi kot ljudje smo na nek način infrardeča bitja. In nam v bistvu v tej valovni vibraciji, v tej dolžini, ne da se najbolje počutimo, gre za to, da na tej vibraciji mi resetiramo viruse, bakterije, glive, hkrati pa vplivamo na simpatični živčni sistem, z modro pa na parasimpatični.
Jaz kot duša sem zelo rada v modrem, v turkizni, zeleni, modri. Ker moja energija je takšna umirjena in to sem jaz. In vsak od vas je na neki drugi vibraciji. Torej, zelo dobro je, da sliši samega sebe in tudi ni naključje, katere barve zelo radi uporabljamo. Katere barve so nam tiste, ki nas tako dajo v en prijeten občutek. Ni to nobenega naključja. In da vam dam še par informacij. Različne valovne dolžine različno delujejo tudi na različna tkiva. Logično, in na različne celice. Kot sem rekla, 400 do 600 nanometrov v tej valovni dolžini je najbolj podpirajoče za naše pomlajevanje. In to ženske zelo rade slišijo, da izgledajo fajn, da izgledajo pomlajeno. In kot sem rekla, Bioptron ne bo tega čudeža naredil, treba bo celovito poskrbeti zase. Zdajle v temnem času so energije izjemno podpirajoče tudi v tem, da se res umirimo in poskrbimo zase. Potem na 480 do 790 nanometrov pa je faktor rasti aktiven. Torej, to valovno dolžino potrebujemo dobivati za dobro rast, za dobro obnovo. Otroci za rast, mi, odrasli, prav tako za notranjo rast, za to obnovitev znotraj sebe. Torej, gre za to, da svetloba in zvok se sinhronizirata na frekvenci 520. In ko sta svetloba in zvok v ravnovesju, potem se mi počutimo blaženo. Blažen je naš občutek. Globokega miru, pomiritve, te spokojnosti, skratka, stanje blaženosti. Torej, zelo pomembno, kar moramo izpostaviti, 520 hercov je tale klorofil. In klorofil bi mogli mi zelo veliko uživati. Telesu dajati več klorofila. Nasplošno povečati količino zelene mase, zelenega v svoje telo. Ker v bistvu čisti krvožilje, nasploh celice in kombinacija svetlobe in klorofila zelenega, da dajemo v telo, je zelo pomembno. To, potem 825 hercov deluje na intuicijo, videnje resnične stvarnosti in ta razsvetljena zavest, dejansko, da je preprosto imamo vedenje. Enostavno veš, nekaj za svoje življenje, za svojo pot veš. Torej, kaj je potrebno, če se premaknem nazaj, kar sem malo prej govorila? Mi potrebujemo uravnovesiti čakralne energetske centre v svojem telesu. Zaradi tega, ker pridemo potem sami do svojega vedenja in sami do svoje resnice. Dokler pa smo čisto zapackani, zablokirani, pa mi nimamo svojega vedenja, kaj je naša pot, kaj nas kliče, kaj si želimo, kaj potrebujemo, kaj bi nas podprlo. In potem pol stvari sploh ne slišimo. Ne slišimo jih.
ne vidimo, ne slišimo. Zato si lahko resnično v tem času eno od oblik, poleg, kar sem jaz zelo poglavitni zagovornik, meditacij, nekih duhovnih praks, stika s seboj, časa zase. Poleg vsega tega svetlobo na obraz, vsako jutro redno. In ne bo samo tvoja koža lepša, ampak boš nekaj zelo učinkovitega, dobrega naredila za svoje žleze. In če samo glavo redno osvetljuješ, ampak res redno, posledično boš ustvarjala ravnovesje v hormonih, v žlezah, v tkivih, v svojem telesu, v svojih celicah. To je potem posledica. Je pa super, da poskrbiš na način, da si delaš barvno terapijo po vseh čakrah. Da si delaš barvno terapijo, torej ponovim, kombiniraš vijolično z rumeno, modro z oranžno, zeleno z rdečo, rumeno z vijolično, oranžno z modro in pa rdečo za korensko čakro. Torej, bom jaz kar zdaj v ta kontekst odgovorila na vprašanje glede išijasa. Išijas, grem kar po vrsti. Tukaj je pomembno, da mi dobro podpremo solarni pleksus in dovajamo solarnemu pleksusu rumeno svetlobo. Veliko rumene svetlobe. Tudi hrana, ki je rumena, bo zelo podpirajoča, naravna. Potem na ta zadnji hrbtni križni del vijolično in potem zdaj časovno iz prakse opažam jaz malo drugače, da preprosto lahko osvetljujemo tudi dlje časa, nima stranskih učinkov. Lahko osvetljujemo 15 minut, 20 minut, če imate čas, lahko tudi več. Nič ne boste naredili škode. Je brez UV sevanja, brez tveganja, nima nobene nevarnosti, skratka, ne moreš se predozirati za to svetlobo. Čeprav je tako, celice sprejmejo neko količino. Ampak tudi če boš kdaj, ker gre za to, da v takšnih sivih dneh je lahko telo tako na minimumu za svetlobo, da lahko dovajaš, da boš prišel. Ker boš točno vedel, kdaj si se pa nafilal, ker se boš potem res dobro počutil. Lahko se osvetljuješ toliko časa, dokler se res dobro ne počutiš. Če imaš čas, če si lahko to možnost daš, je zelo dobrodošlo. Sicer pa naj bo tvoja redna praksa resnično vsaj 10 minut z eno in z drugo barvo. Vsaj toliko. Daj si 20 minut za eno takšno terapijo, se pravi za ta išijadikus, in pa potem osvetljuj notranjost dlani z rdečo in podplate na stopalih podplate osvetljuj torej sredino podplatov tudi z rdečo. Sem odgovorila za izziv z išijasom. Naslednji, koža obraza po laserskem postopku, povrhnjica je zelo ranjena. V tem primeru za kožo generalno je modra z kombinacijo oranžne.
to dosežete najvišjo vibracijo in najbolj podprete in skratka, modra je tista, ki vas v bistvu pomiri, vam v bistvu naredi naravno čiščenje, resnično pomiritev in pa antivirusna, antiglivična, antibakterijska prečisti. Potem pa dodate oranžno, ki vam dovaja energijo, ki vam dovaja moč v celice in priporočam tudi 3 do 5 minut, ker je zelo močen fuleren. Zdaj boste videli po občutku, glede na to, da je povrhnjica zelo ranljiva, dejte manj časa, 3 do 5 minut z fulerenom zaključiti potem terapijo. Ne glede na katerem delu kože to je, skratka telesa to je, za kožo date to kombinacijo modro, oranžno in pa zaključite z manjšim časom fulerena. Tako, potem so kronična vnetja tkiv, trahante, to sklepam, da gre za kolke. Celotno to področje kolki je rdeča. Rdečo svetlobo na kolke do 15 minut v tem primeru in pa dejte potem še par minut fulerena. Par minutk fulerena. Vse, kar pa je kronično in je vnetno, vam priporočam, da delate izmenično terapijo. Torej, če zjutraj delate terapijo z rdečo in fulerenom na to mesto, vam priporočam, da potem v drugi polovici dneva pa naredite z modro terapijo na to področje, ker gre za ta vnetja, vnetne procese, vnetja na določenem mestu. Hormoni, kar je v zvezi z menopavzo, tudi v bistvu preprečiti pridobivanje kilogramov okrog trebuha. To se ženske precej soočajo z tem izzivom. Tukaj je zelo celovit pogled nase, zase, vase. Resnično ljubezen, skrb zase. In si dati tisto, kar te polni. In nekaj, kar se tle čez nalaga, pomeni, da zadržuje staro. In ne spuščaš in enostavno se kopiči. Lahko so to čustva. Poglej čustva, kakšna so. Kaj s čustvi počneš, kako jih transformiraš. In potem, kar se osvetljevanja tiče, solarni pleksus resnično osvetljuj redno z rumeno svetlobo, kar pa tle resnično res priporočam zelo redno prakso 7 osnovnih vhodov energije, čakr, torej, da greš, oziroma greš iz spodnje strani, se pravi rdeča, korenska čakra, pa da aktiviraš podplate, se pravi osvetljuje z rdečo levo stopalo, desno stopalo, fino je, da še osvetliš še ledvica, da potem osvetljuje z oranžno spodnji del trebuha, z rumeno solarni pleksus, z zeleno greš osvetljevati timus in potem modro, ščitnica in vrh glave vijolična, da narediš tako barvno terapijo. Super je, če dodaš še potem po vsaki tej žlezi fuleren, lahko pa dejansko takoj za to barvo greš na hrbtni del svojega telesa in torej ledvica so seveda rdeča, ampak tale del, ki je paralelen, ki je dejansko od tvojega trebuha, od solarnega pleksusa nazaj, osvetljuje za vijolično.
In potem ta zadnji del lahko osvetliš tudi z rdečo ali oranžno svetlobo. Ta vratni in ta prsni del. Čas je vreden, koliko smo vredni sami sebi. Ker ponavadi ljudje potem preračunavajo toliko časa, ena leča 5 minut ali pa ona 10 minut, pa še ona, pa to je že več kot pol ure, pa to je že skoraj 45 minut, pa 45 minut časa nimam. 45 minut časa zase, to je darilo tebi, ki si ga daš ti sam sebi. In če si tega darila ne daš, potem ne daješ vrednosti sebi. In če sebi ne daješ vrednosti, ti okolica ne bo dala vrednosti. Tako je zelo, zelo odvisno. Ja, vsak dan, Tina Smolnikar, ti si me za kožo, je bilo vprašanje od Tine. Tina, od kože je bilo vprašanje, ne? Za kožo sem rekla modra, oranžna in fuleren. Sicer bom pa odgovorila, pa napisala, v redu. Potem je pa še vprašanje vnetje kit. Vnetja se osvetljujejo z modro, če so vnetja. S tem, da se priporoča potem vnetja spremljajo lahko tudi kakšne bolečine. In če spremljajo bolečine, potem osvetljevati v naslednji terapiji z rdečo. Za menopavzo najboljše po čakrah. Kar 7, resnično 7 leč. Zato, da aktiviraš epifizo, hipofizo, hipotalamus in potem v bistvu delaš celotno ravnovesje, celotno sliko hormonskega sistema postavljaš v ravnovesje. In ta naš hormonski sistem je tako zelo zanimiv, to so kot neki ptički, ki letijo in povezujejo, so povezovalci v našem telesu in so pomembni. In če ti zelo dobro aktiviraš svoj timus, ne aktiviraš pa ščitnice, če ti aktiviraš spolne žleze in delaš veliko na spolnih žlezah, ne poskrbiš pa za solarni pleksus, potrebno je celotno ravnovesje. Zato je za vse hormonske izzive najbolj podpirajoče to, da se dela cela terapija. Da se dela barvna terapija, najboljše bi bilo redno. Najboljše bi bilo redno in pa rečemo to 35 minut vsak dan zase za ravnovesje hormonov. Plus tega, da si daš vse tisto, kar te polni, kar uživaš, kar imaš rada. Da gre za temi svojimi naj izbirami, ki te osrečujejo, ki te od znotraj napolnijo, od znotraj osrečujejo. Da vstopaš na neke neznane poti in jih spoznaš in vidiš, kakšen doprinos je nečesa, da si dovoliš širiti v energiji sebe, v tem spoznanju samega sebe. In je to odličen čas. To je darilo tebi, da si vzameš toliko časa zase. In pa to je ponavadi najlažje takšno barvno terapijo narediti konec dneva pred počitkom, pred spanjem. Celo barvno terapijo 35 minut. In vse bo narejeno, ko ti najprej poskrbiš zase. Vse se uskladi, vse se postavi v ravnovesje. Zato tudi če zdaj nekaj zunaj ni tako narejeno, kot bi si mislila in misliš, da moraš še to, pa še ono, pa nimaš časa, potem vedi, da najprej poskrbi zase in potem se ravnovesje vzpostavi. Tako da, in pa odgovor še na hormone, se pravi uravnovešanje testosterona, to pri moških. Tukaj je pa odgovor zopet zelo podoben kot pri ženskah pri menopavzi. Dejansko gre za ravnovesje
celotnega hormonskega sistema in skrb za vse čakre, za vse žleze z notranjim izločanjem bo dolgoročno naredilo največji učinek. Tako da, tako pri testosteronu kot pri kakšnem drugem hormonu je ta terapija uravnovešanja vseh energetskih centrov. In seveda poskrbeti za spanje, za svetlobo, za zrak, za vodo, za ustrezne minerale, vitamine, za gibanje, za početi vse tisto, kar te radosti, kar te polni, kar ti daje užitke, kar te znotraj izpolnjuje, te hrani. Skratka, vse to si rabiš v kompletu samemu sebi dati, tako ženske kot moški. In je resnično pomembna ta skrb zase. Tako da v jutranjem času, ko pa se vam kljub vsemu malo mudi, ali pa budilko nastavite nekoliko prej, pa vam priporočam, da si osvetlite obraz, da si naredite da si naredite terapijo na obraz, 5 minut modre, pa kar 10 minut, če gre, 15 minut si vzemite. 10 minut oranžne na obraz. Polni energije boste. Že jutro boste začeli tako vitalni. Zvečer pa dajte na glavo vijolično. Ker vijolična vas bo začela tako umirjati. Ker v prvi polovici dneva pa ti rabiš biti v akciji in da je malo bolj aktiven ta simpatični živčni sistem. Zato v prvem delu dneva dovajaš energijo to, se pravi, daš oranžno. Ko greš pa spat in da je tvoj spanec globok, krepek, pa z vijolično na vrh glave. Tako da čisto enostavno je to osvetljevanje. Tukaj mi lahko še postavite vprašanje. Hvala za vse odgovore in jasnost. Hvala tebi. Hvala Ika, hvala Lado, Tina, še ostali, ki ste si pogledali posnetek, nekaj vas vidim, nekaj ne. Skratka, moja praksa je pa tudi ob tej poškodbi. Takole se zdaj vidi, evo. Takole je zdaj ta moja ranica, ki se takole lepo celi. Pavček še rabi dol vleči, ampak ja, potreben je čas in tudi jaz sem si vzela precej časa zase. Očitno je tudi vesolje želelo, da se ustavim, da grem za svojimi prioritetami, da grem za izbirami, ki so meni kot duši pomembne in to potrebuje vsak od nas. Ker sicer nas življenje ustavi. Lahko se sami, lahko nas pa življenje. Tako, 1 urca je okrog. Jaz se vam iskreno zahvalim. Bi še prav gotovo imela kakšne informacije, vendar bojo pa ostale za naslednjo sredo. Planiram dejansko naj bo kar ob 10, ostali, ki pa ne morete, pa si lahko tako in tako potem posnetek video pogledate naknadno. Ok, imejte se čarobno lepo, naprej, uživajte, pojdite za izbirami, ki vas pokličejo in da še malo tega EPP-ja na koncu. Skratka, če smo pri Bioptronu, namreč informacija, ki je prišla, se bo cena zaradi vseh ostalih spletov, okoliščin nekoliko dvignila. Tako da kdo še dejansko, da je začutil, da ve, da mu bo tole prav doma prišlo, potem ima zdaj idealen čas, da lahko še po tej možnosti izbere, po tej ceni. In sicer lahko smo tudi v kontaktu preko moje telefonske številke ali mi pišete na mail, ali pa tukaj v zasebno sporočilo, kakršnokoli vprašanje imate. Nič ni skrivnost, skratka,
je investicija, seveda je, vendar ko pozdravimo svoje prepričanja in gremo za tistim, kar nas podpre, potem nam življenje dostavi samo še več. Tako, imejte se čarobno lepo in uživajte. Hvala lepa, da ste me poslušali in gledali. Hvala.